Referendum je eden od vrhuncev demokracije. Je vaše orodje, spoštovane državljanke, spoštovani državljani. Z njim izvajate nadzor nad državnim zborom, nad delom nas, poslank in poslancev. Z njim lahko pravzaprav posežete v zakonodajni postopek, ker je to vaša demokratična, ustavna pravica. A eno je referendum, drugo je zloraba referenduma za politična preigravanja. Na škodo ljudi. In to zdaj z inflacijo referendumskih pobud počne opozicija. In to je nedopustno. Namreč ne le, da posamezen referendum stane približno 4 milijone evrov, zloraba referenduma pomeni tudi kup birokracije in postopkov namesto reševanja akutnih družbenih izzivov, stisk ljudi. Zakaj? Konkretno. Zdaj že 3 opozicijske referendumske pobude in morebitni referendumi bodo. Prvič, septembra podražili oskrbo v domovih za starejše, kar smo z novelo zakona hoteli preprečiti, hkrati pa pridobiti čas, da neizvedljiv zakon prejšnje vlade popravimo in zagotovimo učinkovito dolgotrajno oskrbo. Drugič, preprečili umik politike iz organov upravljanja in nadzora RTV Slovenije, kar smo v zakon zapisali na zahtevo civilne družbe, stroke in nazadnje tudi zaposlenih. Tretjič, ustavili nujno vzpostavitev bolj sodobne, predvsem pa bolj učinkovite organiziranosti ministrstev. Ta bi bolj operativno, hitreje in z jasnim fokusom reševala najbolj pereče izzive, najbolj pa kronično pomanjkanje dostopnih stanovanj, predvsem za mlade. To so dejstva. Odločitev, ali boste prispevali svoj podpis za sklic referenduma, pa je seveda vaša, ker so referendumi vaša pravica. Zato je opozicijska zloraba tega dragocenega instituta še toliko bolj nedopustna.